Dobro jutro še enkrat. Evo, zdaj ura 6:15 in sem glikar prispela v tole Trinkar, v moj studio. In zdaj imam 5krat na teden treninge, 6:30 zjutraj na mesto popoldanskih treningov, tako da mi ni treba hoditi sem pa tja, vse treninge opravim do 1:30 popoldne, tako da sem pol fraj, ampak sem res ful utrujena, ker moram stati ob 5 zjutraj. In to se zdaj že dogaja cel julij in rabim dopust. Tako da danes je zadnji dan, potem pa So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Ok, 2 treninga sta za mano. Zdaj je treba malo studio pospraviti. In zdaj imam še eno stranko na osebnem treningu in potem še en skupinski trening. Kaj delam vmes? Včasih kaj snemam za socialna omrežja, za YouTube, ali pa kar chillam, ali pa kaj berem, ali pa grem v trgovino. No? Tako da zdaj grem v trgovino, moram si nabaviti par stvari. In zdaj pa pijem moj proteinski shake z Super Greens, sem si dala noter. Tako da to je ful dober, pač zdrav zajtrk, je vedno najboljši proteinski zajtrk. Jaz imam tle pač veganske proteine, grahove proteine. Sem si dala kar z vodo, pa si zmešam še eno merico teh Super Greens and Reds. Tako da to imam še zraven in imam še kavico tamle, ker brez kavice ni jutra. Saj jaz jo imam ful rada, no, tako da, ja. Tako da, cheers, me tole, zdaj pa grem v trgovine, si moram šampon kupiti. Kje smešen, ko si vidijo noter, oziroma noben ne more videti v moj studio, jaz pa vsaj ven vidim. I need the best. Ja, sem ponosna na svoj mali studio. V bistvu je ful draga najemnina, tam okoli od 800 do 900 evrov na mesec je pač tale prostor, tako da boste malo si predstavljali. Ampak ja, so tudi moje cene, so tudi malo višje, kot so recimo v Sloveniji za skupinske treninge, za osebne treninge, tako da pač pridem skozi. Vedno moram pač, moje pravilo je, da imam vsaj 2/3 čistega dobička in 1/3 pač za najemnino oziroma za strošek. In če gre to proti polovici, da je pol pa že malo krize. Ampak v našem poslu je vedno tako, pač delamo z ljudmi, ljudje pridejo, grejo, nekateri so na dopustu in včasih ne morejo trenirati po kakšen mesec, kakorkoli že, v glavnem tudi moj zaslužek je seveda odvisen od ljudi in če jih imam seveda dost, pol tudi ne delam tukaj veliko na reklami. Včasih pa naredim tudi kakšno tako reklamco, da pozovem ljudi, da naj pride trenirati. Če mi se recimo pač upade mečkeno, da rabim se malo povišati dobiček, ampak ja, delo trenerja tudi ni tako zelo enostavno. Ker smo v bistvu, nismo samo fizični trener, moraš biti tam tudi za njih psihološko, fiziološko. Moraš biti prisoten za svoje stranke tukaj v psihološkem smislu, da jih znaš motivirati. Smo tudi nutricionisti, se pravi veliko s prehrano, veliko z vadbami, se pravi nekateri pridejo k tebi s poškodbami, jih moraš pa znati usmeriti, kaj lahko, če se ne smejo. Tako da v bistvu je zelo, zelo veliko dela. In mogoče si pač ljudje niti ne predstavljajo, da biti osebni trener tudi ni tako na easy. Sploh, če si full busy,
meni osebno manjkajo pol moji osebni treningi, ker enostavno nimam energije še pol za narediti svoj trening. Je pa res, da sem navajena na svoje kratke treninge, na 15-20 minutne treninge, ko jih lahko res stisnem vmes med temi vadbami, ali pa ko snemam, je to dejansko moj trening. Tako da ja, to je to v bistvu. Ampak da bi imela pa nek specifični program za sebe, pa da bi trenirala 1 uro ali pa več v fitnessu, tega pa pri meni ne boste videli. Jaz prisegam na 15-20 minut vsak dan je čisto ok. Zdaj, če res nimaš nekega ful velikega cilja, da moraš neki ful si zgraditi telo, da moraš iti na neko bodybuilding tekmovanje, da hočeš mogoče big booty ali veliko rit ali karkoli, da delaš na tem. Jaz nimam tega. Za mene je v bistvu bolj pomembno, da sem fit po celem telesu, da se počutim fit, da se počutim zdravo, da sem fleksibilna, mobilna, tudi da imam moč, glavnem, to je to. Ni pa tisto, da bi imela nekaj zdaj ful veliko rit, pa da bom trenirala samo za veliko rit, pa da moram nujno dobiti six-packe. To je pri meni že avtomatsko zelo, zelo dolg časa, tako da nisem na nekem programu, no. Ne za sebe, za svoje stranke, ja, to je druga stvar. Ok, tako da ja, delo trenerja ni tako simpel. Je pa res, je pa fajn, če si pa SP, si pa lahko sam ustvariš svoj delovni čas. Res da je, da so zgodnje jutranje ure zelo, zelo fajn, pa tudi popoldanske ure, ampak v mojem primeru imam jaz res srečo, da imam take stranke, da pridejo zjutraj pred službo, pa imam določene stranke, ko so večinoma vsi na SP-ju, tako da lahko pridejo od 8, 9, 10, 11, 12, 1, tako da vse pokrijem. Vedno boš našla svojo skupino ljudi oziroma svoje stranke, ker tudi vsi ne morejo trenirati mogoče od 4 do 5 popoldne, od 7 naprej, recimo v večernih urah. Ali pa so tudi vsi trenerji takrat ful zasedeni, ker takrat je tudi čas, ko se trenira najbolj popularen, verjetno je isto v Sloveniji, če končaš ob 4, greš ob pol 5 v fitness, ali pa mislim, da je v Sloveniji tudi okrog 7, 8, ne vem točno, kako imate, ampak tudi jutranje ure, verjetno. Nisem čisto zihar za Slovenijo, ampak tako da ja, no, v glavnem, če si na tej poti, da bi bila osebna trenerka, osebni trener, seveda se prilagajaš strankam, ampak konec konca je pa tudi fajn, da si pa narediš svoj urnik, pa isto, targetiraš ta čas, ki ga imaš in boš definitivno našla ljudi, ki pridejo potem ob teh urah na tvoje vadbe. Tako da jaz tak in tak nimam veliko, na eni vadbi jih je okrog 6-7, če vsi pridejo, imam pa 3-krat na teden po 3 različne ure, se pravi 9 skupinskih vadb, pa pol imam še osebne treninge, to jih imam pa 6 do 7, tako da tisti so pa ponovadi 2-krat do 3-krat tedensko. Eno imam celo 5-krat na teden, ampak ok, cool. Tako da to je to, tako da vse jaz pokrijem od 6:30 zjutraj do 1:30 popoldne in pol imam čas za online. No, tako sem mislila, da ga imam, pa ga v bistvu nimam. Tukaj imam kar kis pa vodo, se mi zdi, da to najbolj tudi čisti pa dezinficira prostor in ja, nimam pa še mopa, da bi šla, oziroma ga imam, pa je tam zunaj in ga ta, ne vem, če ste ga videli, ko je šel min,
ga uporablja in nočem uporabljati njihovih stvari. Zaradi tega, ker žal tu imajo neko mesnico gadno, tako da verjetno čistijo tudi tam z tem mopom in nočem jaz tega tle not v mojem studiu. Tudi rečemo, ful je čudno, ne vem, pač jaz sem občutljiva na ta von. Tudi ta očitno dela v tej mesnici in ima prav tak von potem, saj veste, če stopite v mesnico, kak von je, v glavnem in groza. In pol v bistvu cel WC vsako čisti, pol nekaj časa ima še ta von, tako da žal je tako, kot je, ampak tako da jaz sama čistim svoj prostor in ne uporabljam njihovih čistilnih sredstev in pač, cota, šprica, voda pa kis, najboljši. Sicer ima malo vonja po kisu itak, ampak to ful hitro gre, tako da zdaj bom pač malo prezračila in bo čez 15 minut bo vse okej. Ima pa ful tak fajn, svež občutek, tako kis tudi to daje, no? Tako da tudi doma čistim s kisom. Je pa ful dober tudi, kako rečemo osvežiti svoja športna oblačila. Tudi včasih je, sploh če veliko švicate, je v bistvu včasih ta švic gre zelo težko ven, ker pač je treba športna oblačila prati pač na nizkih temperaturah in včasih pač tudi ne gre vse ven, tako da lahko jih namočite v kis, mogoče čez noč, pač voda, kis, pač jaz ne dam toliko veliko kisa, tako da pač razmerje, ne vem, koliko sem dala, 1:4, eno razmerje kisa, 4 vode. Tako da jaz to pač namočim, pa malo perem, ali pa dam kar v boben, dam pač kis zraven, tako da ima pol tudi brisače na tak način, perem in športna oblačila, tako da ne dam mehčalca, ker pač mehčalec uničuje športna oblačila, dam pa kis. Kis pa pač normalni prašek, tako da nasvet, kako prati športna oblačila. Zdaj sem pa še svoj prostor osvežila z pač eteričnim oljem čajevca. Včasih ga uporabljam tudi, ko imam kakšne joga ali pa relaksacijske vadbe, tako da sem našla v bistvu tole in še pa v kotičkih takole lepo osvežim, da ima res fajn, prijeten vonj, ker se veste, vsi ko treniramo, pol nekateri pač švicajo malo bolj, nekateri pač ne in sploh ni pač fajn vohati, no. Imamo pa skozi klimo not, tako da ne morem glih odpreti, da bi bil nek prepih med vadbo, ker je ful vroče pri nas, tako da pač večina mojih treniralcev ima rada klimo, ko treniramo, ampak kljub temu ful vseeno švicamo. Tako da, ne vem, to sem se zdaj spomnila, da je fajn, da ga dam malo v kotičke, tako da. Ker smo zdaj v času dopustov, vas verjetno zanima, katera oprema je super, da jo odnesete s sabo na dopust. Jaz sama vedno nesem samo 3 stvari, takšne, ki so v bistvu najlažje in z njimi ustvarim res ful dobre, mogoče 10 do 15 minutne treninge in to je seveda kolebnica. Ena izmed najboljših pripomočkov za seveda kardio vadbo in tudi zelo raznolika in super zabavna. Potem
booty band, tole elastiko. Ta je v bistvu bolj široka in je v bistvu zelo trpežna in je ful fajna za oblikovanje spodnjega dela telesa. In pa slajderje. Slajderji so zelo super pripomoček tudi za krepitev čvrstih trebušnih mišic in so v bistvu zelo vsestransko orodje oziroma vsestranska oprema tudi za spodnji del telesa. Tako da v bistvu vse skupaj tole tehta približno, ne vem, še pol kila mogoče nima. Tako da in zame je tudi ful malo prostora. Tako da zdaj bomo šli skozi par različnih vaj, kar se tiče te opreme. Se pravi, kolebnica is no-brainer, se pravi, v bistvu res ful na easy. Ampak ja, samo da vam dam primer, mogoče, ne vem, 3-4 vaj za to opremo, kako bi jaz sestavila krožni trening. Recimo pač začnemo z kolebnico, lahko imate, še to, da omenim, kako izmeriti pravilno dolžino kolebnice, seveda stopimo na sredino in potem ročke segajo recimo do ramen, do pazduh in to je tvoja super in pravilna dolžina kolebnice, ker če je kolebnica predolga in prekratka, pač ne bo šlo skozi, se boste lahko zapletli. In recimo jaz ponavadi skačem kakšno minuto, 50 sekund, odvisno od intervala in najrajši imam tale high knees, se pravi visoki skipping, tudi komolci so ob telesu in rotiram samo z zapestjem. Se pravi, ne delam tega z rokami, ampak komolci ob telesu in potem krožim samo z zapestji. Potem seveda lahko imaš ta bounce. Ja. Že nisem skakala nekaj časa. Tako da to, potem lahko greš v tale škarice in lahko pa skačeš tudi kot jumping jacks. Tudi to je ful dober. Ampak tega jacka se morate pa na začetku majčkeno navaditi. Ker v bistvu ni tako zelo enostaven. Ok, to je bila kolebnica, izberete en stil in imate prvi del krožnega treninga. Potem recimo gremo majčkeno na zadnjico in noge, čist simple most in gremo gor. Recimo pač imaš noge res v raztegu, tako da je tale bend skozi napet, greš gor, stisneš zadnjico. Ja, tale most je odličen za oblikovanje take okrogle ritke, greš gor in dol. Spet, če je krožni trening, ali imaš 15 sekund, vmes pavze, pa 45 sekund delaš in to je odlično. Ok, še ena odlična vaja, ki jo bom pokazala zdaj, je pa odmik, se pravi, greš gor in greš dol. To je zelo super za naše ritne mišice, stranske ritne mišice, gluteus medius. Takole, lahko pa delaš to vajo tudi na stolu, katero bom sedaj pokazala. Ok. No in ta vaja je tudi zelo odlična. Se usedemo na rob stola, klopce, lahko tudi na rob kavča. Noge so v širini bokov, greš majčkeno naprej in narediš odmik kolen. In pri tem res začutiš ta stranski del ritnih mišic. Seveda so trebušne aktivirane non-stop. In izvajaš to vajo. Lahko narediš tudi takole v ravni poziciji, lahko greš tudi nazaj in res začutiš ta del. Se pravi, to so bila samo
2 vaji, prva bolj za gluteus maximus in ta bolj za gluteus medius. Imaš pa tudi zelo veliko drugih načinov, kako izvesti vaje z tem booty bandom, je res ogromno, tudi če v bistvu gremo samo v stranski korak, res ritne mišice pečejo in tudi v bistvu hamstringi delajo, tako da na voljo imaš veliko možnosti. Ja? Če te zanima več, se prijavi na mojo spletno telovadnico fitnessmaja.com, kjer te to vse tam čaka. Ok, slajderji, naslednja in ena ful dobra vaja so pač pohodniki na slajderjih in za naše nogice in za trebušne mišice. V glavnem res deluje fantastično. Tako da, če pa nimate slajderjev, pa v bistvu tudi taki tisti ful mehki zokni, dejansko delujejo čist isto, tako da greste na ploščice ali pa na lesena tla in sam slajdete. Se pravi, takole in premikaš noge, s tem stiskaš tudi trebušne mišice in kar gremo. In dihaš. Pazi, da nisi v taki liniji, ampak si res z zgornjim delom v ravni liniji, da delujejo vse noge in trebuh. Ok, naslednja vaja, ki je res zelo super za slajderji. Gremo tudi naprej in potisneš nazaj. Naprej, potisneš nazaj. Odlično. In še eno. Je še malo višja težavnostna stopnja. Greš gor, pa pajk, greš dol. Gor. Ok, vam dam še eno kot bonus in gremo v tale široki pohodnik. Kjer bojo trebušne mišice še dodatno trpele, prav tako pa krepimo mišice ramenskega obroča. Evo, in sem vam zdaj dokazala, da lahko samo s 3 zelo lahkimi pripomočki dejansko ustvariš čudovit trening za ritko, za kardio, slajderji tudi za trebuh, še ena ful dobra za noge, recimo, to sem še pozabila. Gremo z slajderji lahko v ta izpadni korak nazaj. Je tudi super, pa še z drugo. In res delujejo mišice majčkeno drugače, kot v navadnem izpadnem koraku. Lahko imamo izpadni korak tudi v stran. Je fantastično. Res ful dobra vaja. Tako da. Evo, pa imamo 3 super pripomočke, da si tudi na dopustu majčkeno razgibate telo. Seveda nobeden ne pričakuje, da boš na dopustu telovadil kot nor. Čeprav tudi to je super, zakaj pa ne, če je to del tvojega življenja in del tvojega življenjskega stila, go for it. To jaz isto pravim, ko mi vsi govorijo, ja, pa se boš zdaj še na dopust greš, pa ja, relaksiraš, pa ne delaš nič, ne. Pa jim jaz rečem, ja, saj si verjetno ti tudi na dopustu umiješ zobe, pa stuširaš, ne. Tako da za mene je to isto. Se pravi, pač vadba je za mene kot nekakšna dnevna rutina, ki jo dejansko rabim, da je moje telo zdravo, da je moja glava zdrava
in da se počutim fantastično. Zato pa prisegam na 10, 15 do 20 minutne treninge, ker res ti ne vzamejo veliko časa, vse delam od doma ali pa če imam tale funkcionalni studio, ki dejansko res zgleda, kot da bi doma treniral, ker res nimam tukaj veliko opreme, ampak imam se tako funkcionalno opremo, da jo lahko neseš povsod s sabo. Tako da tudi na moji spletni strani fitnessmaja.com imam podobne videe, v glavnem pač v povprečju trajajo okoli 20 minut in to je to. In to je vse, kar rabiš za oblikovanje telesa, za zdravo telo in seveda tudi za zdravo miselnost in tudi za terapijo, mentalno terapijo, evo, tako je to. Ok, to je to. Upam, da ste uživali v današnjem vlogu in ga preživeli z mano v mojem fitness studiu. Tako da sedaj pa je nič, jaz grem zdaj domov in grem nekaj pojesti, ker sem polačna. Tale šejk se je že prebavil, tako da se vidimo naslednjič. Peace out. Ko priješ domov in te čaka kosilo, ki ga je skuhal možek, yummy. Pasta, tofu in gobice. So come and light me up.